Drugi polfinalni par Hervis pokala Slovenije bo na zelenicah že pred zaključnim bojem prinesel pravo poslastico. Nasproti si bosta stala državni in pokalni prvak. Sicer so v obeh taborih upali na lažjega nasprotnika, a se bosta zato oba še toliko bolj potrudila za napredovanje. Moraš na koncu biti zadovoljen žrebom, ker če hočeš osvojiti pokal, potem moraš premagati tudi najboljšega. Dve tekmi sta pred nami, kjer je drugače, kot če igraš samo eno v prvenstvu. Imamo nekaj izkušenj, kajti v polfinalu smo sodelovali v zadnjih 2 sezonah. Tako da sem prepričan, da bomo v trenutku, ko bo naš nasprotnik Koper pripravljen. S pripravami moštvi začneta ta konec tedna, pri obeh pa so se v tem času zgodile že nekatere spremembe. Kako pa na ples kroglic gledata kapetana polfinalnih udeleženk? Težko reči, kdo je zdaj v teh tekmah favorit. V bistvu lahko rečem, da se nam obetajo 2 dosti izenačeni tekmi in mislim, da bojo nijanse odločili od zmagovalcev. Interblock, Domžale and Koper, of course, it's a hard opponent. Each one will be a hard game. I think it's possible for us to pass through to final. Kar se tiče odločilnih bojev, imajo Koprčani Štajerci dobre izkušnje, saj so pred 4 sezonami z golom Rajčevića v Celju lovoriko izpred nosa speljali vijoličastim. Moštvi pa sta do danes dodobra premešali svoje vrste. Kljub spremenjeni ekipi pa trenerja obljubljata, da bodo do aprila nared. Smo dobili 2 zelo kvalitetna igralca. To so bile želje po nekaj odhodih. To jesen, stopni rok januarja je relativno dolg, tako da kot zmeraj zna se še kaj zgoditi. So pa v Kopru zamenjali že dobršen del ekipe, najodmevnejši je prestop Eneja Jeleniča v Genovo. Zagotovo pa bodo moštva čez 3 mesece že dodobra v tekmovalnem ritmu in se menjave v slačilnici ne bodo poznale. Oči bodo zagotovo uprte v prva strelca jesenskega dela prvenstva, Tavareša in Ostrca.